Sledimo javnim razkritjem o nedopustnih aktivnostih tajnih služb sosednje države Hrvaške, upirenih zoper sosednje države, še posebej tudi Slovenijo. Te informacije zbujajo resno zaskrbljenost. Informacija, da je hrvaški državljan Ivan Tol skušal vplivati na poročanje slovenske televizije po navodilih tuje vlade, je nad vse zaskrbljujoča. Naj povem, da je tu moje stališče, tudi stališče Ministrstva za zunanje zadeve popolnoma jasno. Vmešavanje tujih držav in pritiski na uredniško politiko slovenskih medijev so v Sloveniji, v Evropi in povsod, kjer si želimo demokratičnega sobivanja, povsem nedopustni. Slovenija je zrasla ob spoštovanju svobode medijev, svobode govora in zato ne bo in ne sme, torej ne bo popustila pri obrambi neodvisnih medijev in svobode govora. To temeljno demokratično pridobitev moramo braniti ne le tu v Sloveniji, ampak tudi v celi Evropi in se zanjo zavzemati tudi širše svetu. Zunanje ministrstvo je že poklicalo na pogovor veleposlanika Hrvaške in z veleposlanikom Hrvaške, gospodom Borisom Ribičem, se bo popoldne sestala državna sekretarka z našega ministrstva, gospa Simona Leskova, in zahtevala pojasnila. Na konzultacije v Ljubljano smo tudi poklicali slovensko veleposlanico v Zagrebu, gospod Smiljano Knez, s katero se bom sam srečal jutri. Naj povem, da s predsednikom vlade Republike Slovenije tesno usklajujeva aktivnosti v zvezi s tem. Že včeraj zvečer, ko sem prispel pozno zvečer domov iz Luksemburga s srečanja zunanjih ministrov, sva bila z našim predsednikom vlade v kontaktu glede te zadeve in prav tako tudi danes zjutraj. Popoldne pa se bom udeležil sveta za nacionalno varnost, ki ga je predsednik vlade sklical za danes popoldne. Spomnili se boste, da sem zaradi nespoštovanja arbitražne mejne črte v Piranskem zalivu in ponavljajočih se incidentov na morju pred dobrim tednom napisal pismo predsednikov vlade Slovenije in ga pozval k sklicu politične koordinacije na temo izvajanja arbitražne sodbe. Za Slovenijo je arbitražna sodba, arbitražna odločba, mednarodno pravno dejstvo. Neodvisni tuji mednarodni pravniki so kot arbitri določili mejno črto na kopnem in morju, torej meja določena, in ta odločitev arbitražnega tribunala je mednarodno pravno zavezujoča za obe državi in zato jo morata obe državi spoštovati in izvršiti, kar je Slovenija seveda že storila in kar ne ves čas poudarjamo. Naj povem, da je ta sodni postopek pred arbitražnim tribunalom, ponavljam, pred 5 neodvisnimi mednarodnimi arbitri, potekal na podlagi urejenega pravnega postopka, predstavljen argumentov vse relevantne dokumentacije, vseh pričevanj in predstavljenih dejstev na terenu. Zato je arbitražna odločba še toliko bolj verodostojna in zavezujoča. Naj pa ob tem še nekaj dodam, tudi kot nekdanji predsednik vlade Republike Slovenije. Lahko povem, da sedanja razkritja zame niso povsem nova. O nedopustnih aktivnostih sosednje države je že kmalu po dogodkih iz julija leta 2015 obstajala vrsta indicev, torej pokazateljev in ugotovitev. Vendar pa nas je pri naših odzivih v tistem času vodil primarni cilj, da arbitražni postopek pripeljamo do konca in da vprašanje meje po 25 letih dokončno rešimo. Tedaj sem zato kot predsednik vlade po tehtnem premisleku in po posvetovanjih z domačimi in tujimi strokovnjaki, ki so nam pomagali v tem arbitražnem postopku, ugotovil, da v tistem trenutku, v tistem času, kakršnokoli medsebojno obtoževanje
med Slovenijo in Hrvaško ne bi bilo produktivno oziroma bi škodilo postopku in interesom Slovenije, ki si je prizadevala, da pride do končne odločitve. Naj ob tem omenim oziroma vas spomnim, da nas je zavezoval tudi 10. člen arbitražnega sporazuma, ki pogodbenicama nalaga, da se vzdržita vseh dejanj ali izjav, ki bi lahko spor še zaostrili ali ogrozili delo arbitražnega sodišča. In prav po nasvetu naših odvetnikov, kot sem rekel, pravnih strokovnjakov, ki so delali v tem primeru za našo stran, predstavljali naše argumente, sem razumel, da je treba v luči te določbe arbitražnega sporazuma in v interesu našega cilja skratka storiti vse, da ne bi prišlo do nekega medsebojnega obtoževanja, do neke javne polemike, ki bi ogrozila ta postopek in ogrozila cilj, ki smo ga zasledovali. Vemo, da arbitražna odločba ni idealna za nobeno stran. Vemo, da nobena stran, ne Hrvaška, ne Slovenska, z njo v celoti zadovoljna, vendar pa ponavljam, to je mednarodno pravno zavezujoča določba. Obe državi smo se zavezali, da jo bomo spoštovali in izvršili, do tega mora priti. In za konec naj še rečem, da se od držav članic Evropske unije pričakuje, da spoštujejo temeljne evropske vrednote. Prav evropska družina, evropska skupnost, Evropska unija je nastala na temelju mednarodnega prava, na temelju spoštovanja vladavine prava in na temelju demokratičnih standardov. In zato bo za Slovenijo spoštovanje prava in spoštovanje svobode medijev, svobode izražanja še naprej tudi tista temeljna vrednota, ki jo bomo brezpogojno zagovarjali.